Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Piha, piha burja, v žepu nimam niti jurja, je dejal moj dedek, ko je nanesel pogovor na vreme, še včasih, ko smo imeli seveda tolarje. Ampak tu nismo zato, da bi se pogovarjali o mojem dedku, se pa bomo verjetno o vremenu, kajti sliko smo zdaj v Novi Gorici, kjer bomo zaključili 24. krog prve lige Telemach, zaključili pa ga bomo res z močno spremljavo burje. Tekma se bo začela, nekaj časa je bilo vse skupaj celo malce pod vprašajem. Vprašanje pa je seveda še vedno, ali se bo tudi končala, kajti sunki so na trenutke zares siloviti. Toda ostanimo optimistični, v vsakem primeru pa so se že končale 4 tekme v tem 24. krogu prve lige Telemach. Včeraj ni bilo prav veliko zadetkov, kar se tiče tekme Bravo Mura, 0:0, isti oziroma enak rezultat tudi na tekmi Radomlje Tabor, Koper Olimpija 0:1, sicer fantastična tekma, morda celo rezultat tega ne odraža. Maribor pa je pred kratkim doma na štajerskem derbiju premagal Celje z 2:0 in skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice. Gorica in Domžale bosta torej potegnila črto pod tale 24. krog v letu 2023 in to je seveda za ekipi na lestvice res lep rezultatski uspeh. Pa po drugi strani seveda težave za Gorico, ki pa skuša zdaj v težave spraviti domžalsko obrambo. Lepo je prodrl Kolobarič, prekalo pred vrata, velika priložnost je bila tole za Goričane, to da ostaja 0:0. Karica dobro se je znašel, Brekalo, Karica je bil povsem sam na 5 metrih, tole je seveda nesporazum, predvsem v domžalski obrambi, tudi visoki branilci gostov v kazenskem prostoru. Repas podaja oziroma kar strelja proti vratom. Pa vsi smo pričakovali pravzaprav podajo v kazenski prostor. Mislim, da je Repas kar vedel, kaj počne, čeprav je žoga zelo čudno spet. Usmani išče Kovačeviča, Agić ima veliko težav. Kovačevič, krasna miniatura, priložnost za Domžalčane, gol! Amadej Brecelj na najboljši možen način ob svojem debiju v majici Domžal. Amadej Brecelj je spremljal akcijo in Domžalčani vodijo z 1:0. Takole, zelo nespretno Tino Agić, potem ga je poslal Franko Kovačevič po časopis in vse skupaj je izkoristil Amadej Brecelj. Tole je bil dober zaključek domžalskega branilca. Ahmeta je, tole je dobra žoga Ahmeta, priložnost in ostaja pri vodstvu Domžal. Kakšna priložnost je bila tole za Gorico, ki je še v napadu. V vsakem primeru si tule pogledamo, kaj se je dogajalo. Obramba Mulaliča, ki je potem žogo potisnil v prečko. Sijajna reakcija domžalskega vratarja. Tule je res skrajnimi napori ustavil tale smer oziroma tale strel Iličiča in žogo preusmeril v prečko. V tej sezoni dosegla 20 zadetkov. Slabši napad imajo samo Radomlje. Zdaj Repas, tole je dobra podaja, priložnost za Domžalčane. Toda Dajčar se je zdaj izkazal s krasno obrambo. Zdaj morda nekaj več prostora za njihov napad. Repas proti Strajnarju. Strajnar je v kazenskem prostoru. Strajnar! 2:0 za Domžale. Mark Strajnar je meril polno. S 3 branilci in napadalno usmerjenima bočnima branilcema se danes zagotovo izplača. Dajčar je bil na žogi. Tole se zdi, da je pustil malce tudi preveč prostora ob svoji levi vratnici in Strajnar je to znal izkoristiti. Takole, zaključen je 24. krog prve lige Telemach. Kot zadnje so zmago v tem krogu vknjižile Domžale v Novogoriškem športnem parku. Boljše od domačinov z 2:0 v prvem polčasu je zadev Amadej Brecelj, v drugem pa Mark Strajnar, torej bočna branilca. Denis Cerovec, po tekmi proti Domžalam se znova ni šlo za vašo ekipo, za Gorico. Kako ste videli samo tekmo, ki je bila kar zadeva vremenskih pogojev kar na meji? Ja, nažalost, vedeli smo, da bo težka tekma, so bili težki pogoji, ampak vedeli smo, da bo svaka ekipa imala 1-2 šansi, ampak mi nažalost nismo izkoristili. Na začetku pri 0:0, posle drugi polčas isto pri 1:0, isto nismo zabili in na koncu
smo hteli, smo pokazali željo, ampak ni šlo in treba iti dalje in čestitam Domžalama na zasluženoj zmagi. Vemo, da se kar precej dogaja v klubu, sedaj menjava trenerja, imate začasnega trenerja. Kako igralci pravzaprav doživljate sedaj ta del, ko Gorici ne gre, potem pa še seveda uprava verjetno poizkuša na različne načine? Ja, mi smo profesionalci, moramo se na to navaditi. Novi trener, ni novi trener, ampak menjava. In nič, sad smo delali en trening taktičke postave, ampak treba bo vsak dan čim več delati in izgarati na terenu in probati. Moramo zbirati točke in upamo, da bomo na koncu ostali v ligi. Denis, hvala lepa in srečno naprej. Hvala. Simon Rožman, trener Domžal, znova se vam je išlo, če gledamo z taktičnega vidika, znova en gol v vsakem polčasu tekma, če gledamo z vidika Domžal, je delovalo, da ni bila ogrožena, kljub temu, da je bilo kar precej zahtevno danes igrati v tej primorski burji. Kako ste videli vi to tekmo? Ja, jaz bi se strinjal, nekako zelo težko srečanje, kar se tiče samega vremena, vremenskih pogojev, treba se je bilo prilagoditi. Z naše strani ena dobra takšna disciplina, mi smo svoje stvari izkoristili, Gorica tudi imela nekaj situacij, kjer jih ni. Sigurno je tista ekipa, ki je imela veter, je dominirala, mi en polčas, oni en. Mi smo bili tukaj spretnejši, srečnejši, da smo dali te zadetke in sigurno se veselimo v teh težkih pogojih, da je tekma dokaj korektno bila izpeljana in se veselimo novih 3 točk. Danes sta zadela oba bočna branilca. Kaj vam to kot trenerju pove o sami igri vaše ekipe? Pa sigurno smo veseli, vsak gol, ki ga dosežemo, oba dva sta nekako ofenzivno naravnana, nekako si želimo, da prihaja do zaključkov čim več, ampak danes res, eni zelo težki pogoji za obe ekipi. Sem vesel, da smo nekako zadržali 0 zadaj, po drugi strani pa izkoristili priložnosti, ki so nam ponudile in nekako ta mlada ekipa, tudi na koncu malo številčna, daje tisto, kar se od nje pričakuje, daje energijo, ogromno stvari nam še kot napadu manjka, ampak sigurno po tekmi, ko zmagaš, je, prisotno veselje, jutri pa novim izzivom naproti. Sedaj zaostajate za 3. mestom samo 3 točke, za Celje bo verjetno motivacija za naslednjo tekmo proti Kopru verjetno še toliko večja. Moram reči, da z naše strani motivacija nikoli ni bila vprašljiva, ker so res mlada ekipa, ki je željna dokazovanja. Šli bomo korak po korak po svoji poti, ne oziramo se pretirano, mislim, da imamo še kar ogromno stvari za postoriti, da bi bili konkurenčni, v samem tem vrhu te slovenske lige, kaj šele potem v Evropi, tako da najpripravljeno v Evropo je pač moje mnenje, niti nima nekega smisla, tako da imamo še ogromno postoriti, bomo pa sigurno vsako tekmo tekmovalni, vsi mladi igralci, ki dobijo priložnost, jo poskušamo vplivati na njih, da jo maksimalno izkoristijo in ne odstopamo od naše filozofije. Simon, hvala lepa in srečno še naprej. Hvala tudi vam. Po tekmi Gorica Domžale, ob meni Florian Debeljak, znova se ni išlo. Pa mislim, da ne moremo učitati neborbenosti vaši ekipi, a na koncu kljub temu znova niste zadeli. Kako ste videli tole srečanje proti Domžalam? Ja, jaz pravim isto kot vi, torej tekma je bila taka izenačena po tem vetrovnem vremenu, težko zaigrati, tukaj sistem in taktika ne igra vloge. Ko smo že mislili, da bomo nekako prvi polčas zdržali z 0, smo pač napravili to veliko kardinalno napako, ki nas je stala vodstva Domžal. V drugem polčasu smo imeli eno na prekinitev, tam spet žoga namesto, da je noter ostala zunaj, notri in potem oni so spet kaznovali eno pol napako, tako kontra in zabili. Torej oni so imeli 2 šanse, pol šanse so realizirali, mi pa tiste 2, ki smo imeli, nismo v prvem polčasu s Karico, tudi smo imeli eno, nismo realizirali. Žal pač se ponavlja s tekmo ista zgodba. Zdaj, ko ekipa izgublja oziroma ko je v začelju, je seveda vedno nelagodno v garderobi, v samem vzdušju v ekipi. Kakšno je trenutno psihično stanje fantov? Ja, psihično stanje fantov je dol, zdaj smo šli po letu činice, normalno so razočarani. Fante ni da niso hoteli pa želeli, to ne, ampak nažalost, ko si na dnu je tako, zdaj pa treba počasi dvigati zadevo, treba nabirati točke, zdaj bomo videli, kaj se pač bo zgodilo v naslednji dneh, kaj bo uprava kluba, kakšna poteza bo potegnila in tole gremo dalje. Sedaj igrate proti Celju, bo Florian Debeljak na klopi na naslednji tekmi? To je vprašanje za vodstvo kluba, mislim, da boste mogli postaviti vprašanje komu drugemu. Florian, hvala lepa in srečno še naprej.
Hvala tudi vam. Čau. Mark Strajnar, iskrene čestitke za zmago najprej proti Gorici, nato pa tudi za vaš drugi gol, če se ne motim. Najprej opišite celotno akcijo in sam zadetek, ki ste ga dosegli sredi drugega polčasa. Ja, najlepša hvala za čestitke. Zdaj, kako je akcija potekala, videl sem Repas je sam dobil žogo. Rekel sem, to moramo teči preprosto, ker je bila res lepa šansa. Naredil na srečo lep sprejem in pač tudi lep zaključek v dolgi kot. Kako ste videli celotno tekmo? Veliko smo na tej tekmi govorili o vremenu, močno je pihala burja, ampak kljub temu se je zdelo, da so Domžale praktično celotno tekmo nadzorovale in celotno srečanje in sam rezultat. Ja, pogoji definitivno niso bili idealni, ampak mislim, da smo opravili svoje naloge, tako kot smo si jih zadali pred tekmo in smo v bistvu celo srečanje imeli pod kontrolo. Vzdušje v ekipi je najverjetneje po nizu dobrih rezultatov dobro, se mi pa zdi, da je celotna ekipa, kot tudi sam trener že poudarja, da zelo dihate eden za drugega, praktično cela klop se dvigne, ko dosežete zadetek in se vsi skupaj veselite. Prosim, podoživite oziroma opišite nam, kako se trenutno počutite v ekipi Domžal. Definitivno vzdušje je super v ekipi, sploh zdaj, ker so dobri rezultati. Res je, dihamo en za drugega, vsi za enega, eden za vse. To je trener Simon Rožman že od začetka poudarjal in mislim, da nas to tudi nam pomaga pri dobrih rezultatih. Marko, hvala lepa in srečno še naprej. Hvala tudi vam.